ya podremos utilizar el software sin ningún problema. En caso de que tengan dudas, preguntas, el código ya les sirva, notifiquen y suscríbanse al canal. Gracias.
SSM Kosk oziroma Srušila si me ko oluja staro kuču, kot je povedal enkrat, da v bistvu za tem stavkom stoji njegovo ime in komad pri živem telesu, pri živi raki. Mi pa smo prejle poslušali v Razširimo obzorja soundtrack Fantastic Woman in zanimivo pač, ko pri filmih je tako, da so v bistvu zmeri neki recepti, ki jih ustvarimo za to, da pač pritegnemo nekako čim več gledalcev, če nam je recimo pač optimalno oziroma cilj to, da v bistvu zaslužimo največ, kar se da s tem filmom, kar večini slovenskih režiserjev očitno ni, sploh potem, kak smo imeli kar eno obdobje tam v 2000-ih, ko so v bistvu zelo, po mojem osebnem mnenju, nekvalitetni filmi prihajali ven, ampak zdaj pred kratkim so pa dejansko nekako oblikovali neke te glavne zadeve, da razdelimo recimo pač samo te filme v različne pač te ne bom rekel statusno, ampak pač tako, kako poteka film. No? In ena izmed teh je, se pravi, od Razcapanca do Bogataša, to je recimo film, kot smo ga lahko videli v Shawshank Redemptionu, to je, se pravi, prikazuje, kako junak pač pride od tistega najbolj bednega stanja do tega, da je bogat, oziroma ne da je bogat, ampak da je zadovoljen v svojem lifeu. Potem ravno kontra zadeva je, se pravi, ko ta emocionalni padec je od Bogataša do Razcapanca, to je dobro prikazano v filmu Psycho, kjer v bistvu kjer pride od tega, da navzven mogoče še normalno deluje, do tega, da je pač čist delusional, da skrbi za svojo mamo, ki je v bistvu že mrtva. Potem imamo Človek v jami, se pravi, kjer je najprej na začetku filma nek padec tega junaka, nekaj se mu zgodi, nekaj slabega in potem pride skozi celoten film, pripleza nazaj na vrh in se potem seveda srečno konča. To smo lahko videli v Godfatherju. Potem imamo Ikarja, se pravi film, kjer je trenuten oziroma tisti takojšen poskok in slava in potem pade ta junak na trdna tla in se sooči s kruto realnostjo. Teh je kar ene par, no, če smo bliže pri slovenskih filmih v naši kinematografiji. Potem imamo tole Pepelko, seveda, ja, Pepelko, kjer je najprej ta poskok tega glavnega junaka, potem je padec in potem spet ta vzpon, ki se konča seveda srečnim koncem, kot je to bilo pri Pepelki. To je recimo v filmu Babe, če je kdo gledal, tisti prašiček, karkoli. No, potem imamo pa še za konec teh glavnih kategorij, imamo pa še Oedipa, se pravi, ki je pa pač nek padec, ki mu sledi vzpon in potem spet
Padec. Se pravi, Oedipovo zgodbo verjetno ni treba posebej razlagati, tam je pač tako lepo prikazano. In to so te najbolj generalizirane kategorije v svetu filma, čez katere oziroma s katerimi lahko ovrednotimo praktično vsak film, ki je nastal, ki ima pač neko zgodbo, ki ima neko rdečo nit, ki ni nek eksperimentalen art film, ampak je prav film, ki je bil narejen z namenom, da pač zasluži nekaj. No, v glavnem, in največ se bojda teh filmov oprijema pač, se pravi, tele Cinderele, se pravi, da je nek vzpon, potem padec in potem spet vzpon, seveda, da zaključimo z nekakšnim srečnim koncem in da se potem vse skupaj obrne v neko srečno celoto, ker kdo pa hoče zapustiti kino ali pa svoj računalnik, kjer zloadaš prek torrenta pač film žalosten. Pač filmi so le namenjeni pač za večino folka za neko razvedrilno zadevo in ne za to, da boš premišljal o svojem lifeu, ker ravno k filmom se zatekamo verjetno, da pa obežiš od neke depresije, ki te traje in da se malo rešiš. Kakšen film je pa vaše življenje? To je pa na vsakem posebej verjetno.